Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Larisi, ki zelo rada prisluhne pravljicam, še posebej takrat, ko je pri babici in dedku. Larisa namreč naravnost obožuje svojega dedka in med njima je stkana zelo močna vez. Tudi dedek zelo rad preživi čas s svojo vnukinjo, ki jo imenuje kar Šema. Kako simpatično. Današnja zgodba pa je še toliko bolj posebna, saj govori o bližini, spominih in tihih trenutkih, ki ostanejo za vedno. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Lariso oziroma dedkovo Šemo, ki je nastala izpod peresa slovenske pisateljice Helene Kraljič z naslovom Moj dedek. To je moj dedek. Že dolgo je na svetu. Skupaj sva se igrala že takrat, ko sem bila še dojenček. Pomagal mi je nastrgati jabolko. Pripravil mi je najboljši pomarančni sok. Z mano je igral domine, ko je zunaj deževalo. Bral mi je najlepše pravljice in me poljubil, ko sem zaspala. Očka pravi, da je dedek že star. Res nima več svojih zob, a njegov nasmeh me vedno razveseli. Res velikokrat kaj pozabi, a nikoli mi ne pozabi povedati, da me ima rad. Res ima težave z ravnotežjem, a še vedno rad zapleše z mano po kuhinji. Res je že star, ampak naj ga ne skrbi. Zdaj mu bom jaz pomagala nastrgati jabolko. Zdaj mu bom jaz pripravila najboljši pomarančni sok. Zdaj bom jaz igrala domine z njim, ko bo zunaj deževalo. Zdaj mu bom jaz brala najlepše pravljice in ga poljubila, ko bo zaspal. Kako ganljiva, nežna in srčna zgodba. Pravljica nas je najbrž prav vse opomnila, da čas res beži. A trenutki preživeti skupaj se vedno znova spremenijo v tople spomine, ki ostanejo v naših srcih in najlepših spominih. Draga Larisa, naj ti večerje o pravljicah z babico in dedkom še dolgo grejejo srce. In dragi dedek, naj bo vsaka beseda vaši Šemi nežno shranjena med vajine najlepše skupne trenutke. Iskrena hvala pa seveda babici Suzani za idejo o čudoviti pravljični želji. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici nastali izpod peresa slovenskega avtorja Zorana Steinbauerja z naslovom Mija pomaga dedku. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Larisi, dedku in babici, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau!